Dobrodošli na Vivinem podcastu, ki ga snemamo v Celju, kot vidite na sejmu Fit and Well. Danes bomo govorili o temi, ki nas pravzaprav vse zelo zanima. Govorili bomo o tem, kako do zdravega življenjskega sloga, brez nekih bližnjic in brez ekstremov. Čeprav smo prepričani, da o tej temi vemo praktično vse, smo v poplavi informacij pogosto zmedeni in občutek dobimo, da obstaja na stotine diet in na stotine pravil, ki se jih moramo držati. Toda v resnici večina ljudi ne išče nekih ekstremov. Iščemo le neko pot oziroma način, kako naj prehrana, uravnotežena prehrana in gibanje postaneta običajen del našega vsakdana. Da bi prišli do teh odgovorov, smo danes na pogovor povabili strokovnjaka, ki združujeta znanost in prakso. Z nami sta gospa Ema Cindro-Kostelec, doktorica medicine, in gospod Leon Bedrač, doktor kemije ter strokovnjak za prehrano in presnovno zdravje. Dobrodošla. Pozdravljeni. Živijo, hvala. Za ogrevanje in vprašanje za oba. Je zdrav življenjski slog res tako zapleten ali pa si ga v resnici zapletamo kar sami? Pa mogoče začnemo z gospodično Emo. Se mi zdi, da v resnici zdrav življenjski slog, ko ga dejansko razumeš, je zelo preprost. Ampak imamo dve stvari v tej družbi, ki se mi zdi, da nam to omejujejo, in eno je vsakodnevni način življenja, ki mogoče spodbuja bolj tako sedeče in na nek način tudi ne toliko razgibano zdravo življenje. In druga stvar je, da zdaj živimo v svetu, ki je toliko veliko informacij, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, kot si že ti omenila, 101 dieta, 101 protokol gibanja, spanja in vsega, in v bistvu se zgubimo v tem in včasih ne vemo, kaj je tisti pravilni odgovor. Je pa v resnici zelo preprosto enkrat, ko veš. Leon, se strinjate? Je preprosto ali zapleteno? Zapleteno je izločiti signal iz šuma ven, ker smo preobremenjeni z informacijami. Drugače pa popolnoma pridružujem odgovoru Eme. Problem je, ker živimo v svetu, v tako imenovanem debelilnem okolju, na katerega nismo evolucijsko narejeni, oziroma smo narejeni, da v takem okolju zbolimo oziroma nismo funkcionalni. In umetnost je, da v bistvu tukaj najdemo način, ki nam brez ekstremov omogoča v bistvu dobro zdravje. Glede na to, da vsi mogoče raje jemo, kot se gibamo, začnemo danes s hrano. Veliko strokovnjakov pravi, da so diete škodljive, da so nesmiselne, ampak po drugi strani veliko ljudi prav z dieto prvič začne bolj resno razmišljati o nekem zdravem življenjskem slogu. So torej diete res problem ali so lahko tudi vstopna točka v bolj zdrav način življenja, Ema? To pa se mi zdi, da je čisto odvisno od vsakega posameznika. Diete so lahko super vstopna točka za nekoga, ki se še nikoli ni srečal recimo z merjenjem makrotov, s tem, da sploh spozna, kaj so to proteini, kaj so to ogljikovi hidrati, kaj so to maščobe, kako se to prepozna v hrani. Imajo pa past, da niso dolgoročna naložba, ker noben od nas ne mara odrekanja. V bistvu mi ne želimo živeti v svetu, kjer bomo mogli do konca življenja paziti. In enkrat, ko si na dieti, velika tudi pride do tega, da greš dol in pride do jojo efekta in takih podobnih stvari, ki jih ne maramo. In zato se mi zdi, da veliko boljša stvar kot dieta sama je, da upelješ v svojo prehrano, če že govorimo o prehrani, pa isto gre za druge navade, take majhne spremembe, majhne korake, ki naredijo lahko veliko razliko, so pa lahko toliko upeljani v naš vsak dan, da nam v bistvu ne delajo občutka, da nam kaj manjka, da smo v bistvu mi čist zadovoljni s tem načinom življenja, ker dieta na dolgi rok vsem živiš v tem občutku primanjkljaja, stresa, marsikdo v bistvu hrepeni po tem, da bi se vrnil na to, da bi jedel kar hoče. In ni to cilj. Ni cilj, da ti si ustvaraš nekaj za 3 tedne ali pa za 3 mesece in potem se vrneš nazaj, pa mogoče še slabš kot prej. Leon, po vaših izkušnjah, ali obstaja kakšna dieta, ki pa je vendarle smiselna, uporabna? Zdaj, če malo semantike uporabim, beseda dieta izvira iz grščine in pomeni v bistvu način življenja. In noben posameznik
ne more dolgoročno živeti v kroničnem odrekanju. A ne? In zaradi tega je mogoče bolje kot koncept diete, ki v običajnem recimo smislu ali pa v modernem pogledu pomeni v bistvu obdobje, ki ima začetek in konec, pomeni nekaj konstantno odrekanje, samo zato, da se na koncu lahko nagradimo z nečim, v resnici se pa potem dvojno kaznujemo, je bolje vpeljati v bistvu pojem prehranski vzorec, a ne? Nek način prehranjevanja, ki je vzdržen dolgoročno, ki vsebuje živila, ki so pretežno nepredelana, imajo dovolj esencialnih hranil, torej tisti, ki jih potrebujemo, in pa seveda, a ne, so energijsko primerna temu, kako mi živimo. A ne? Se pravi, energijska gostota ni prevelika, pa ni prenizka, zato da lahko vzdržujemo zdravo telesno sestavo. A ne? In če pogledamo skozi prizmo znanosti, obstaja taka dieta, imenuje se mediteranska dieta ali pa mediteranski prehranski vzorec, a ne? Ki v bistvu bazira na pretežno nepredelanih živilih, ampak recimo zanimivost je, da če pogledamo razmerja makrohranil, ni ne nizkohidratna, ne nizkomaščobna prehrana, ne, je dobro raziskana, v bistvu povezana dosledno z ugodnimi zdravstvenimi učinki, ne glede na to, kateri parameter gledamo oziroma kateri zdravstveni izid, je v bistvu tudi kulturno, recimo, zelo ima močno komponento in kot taka je seveda potem bolj vzdržna. Ne? In recimo ta prehranski vzorec ali pa ta dieta, če želite, je v bistvu tista, katero bi recimo priporočal vsem kot nek začetek, potem pa odvisno od potreb, pa situacije, ne? Potem pa samo določene prilagoditve temu. Ne? Po drugi strani pa tipične diete, ki se kot modne muhe pojavljajo, ne? Take pa so dokazano nevzdržne na dolgi rok, so pa lahko terapevtske za kratko obdobje za nekoga. Se pravi, včasih nam lahko na kratki rok koristijo, boljše pa je se posluževati nekega stabilnega prehranskega vzorca, ki se ga lahko držimo dolgoročno. Tako. Danes so družbena omrežja polna neke popolne hrane. Zdi se, da ima skoraj vsako živilo neko oznako, ali je to bio, ali je brez glutena, ali je brez laktoze, ali je z dodanimi proteini. Skratka, ogromno je tega. Vidite to, Ema, kot pozitiven trend, da je torej ljudem vse bolj mar, kaj izbiramo in kaj jemo, ali mogoče kot nevarnost, da obstanemo obsedeni z neko zdravo prehrano, da nas torej spravlja bolj v stres, kot pa nam koristijo vse te oznake. Kje je tukaj neka zdrava meja? Absolutno je lahko dvorezen meč. Recimo, meni se enkrat zgodilo, sem šla v trgovino in sem videla, da je bil arašidovo maslo z elektroliti. In potem pogledam, kaj so te elektroliti in je bila sol noter. Tako da, včasih so res to marketinški triki. Zavajanje tudi. Zavajanje tudi. Včasih pa je tudi zelo dobro, da ti vidiš, da ima neki poudarek na proteini, da ima veliko vlaknin, ker v bistvu, ko začneš bolj zdravo živeti in si recimo želiš vnesti več vlaknin, več proteinov, ti sigurno to lahko olajša, da vidiš, kaj je tista prehrana, ki ti to lahko omogoča, ker sigurno, a ne to, da mi zdaj vsakeč beremo vse sestavine, da merimo, koliko je česa, vse to lahko delaš parkrat, da dobiš občutek za tisto hrano, ki jo ješ, ampak ni pa nekaj, kar si večina od nas želi na dolgi rok, da vsakeč, ko gremo v trgovino, moramo zdaj tam 1 uro prebirati cel seznam sestavin. Tako da definitivno je lahko dvorezen meč, lahko, ker ima pasti, da se to uporablja v marketinške namene, je pa tudi lahko mogoče taka blaga orientacija, samo jo moramo vedno z rezervo jemati. Ampak zdrava izbira, verjetno se strinjate, ni vedno enostavna izbira. Kako lahko ljudem olajšamo odločanje za zdravo prehrano? Ne, da jih samo navdušimo nad tem, ampak da jim v bistvu ponudimo neko možnost, da lažje izbirajo v vsakdanjem življenju. Se mi zdi, da večina nas si želi zdravo izbirati. Ni tako, da si mi želimo zdaj jesti nezdravo. Itak si želimo vsi privoščiti tako, karkoli si želimo privoščiti, ampak generalno si želimo jesti zdravo. In veliko je tudi na družbi, da to spodbuja. Tudi ko mi pridemo v trgovino, da nismo obdani takoj z samimi sladkarijami pa z ultraprocesirano hrano, ker če ti prideš lačen, pa to zagledaš, seveda boš na to šel. Tako da en del je družben. Taka je običajno postavitev v trgovinah, a ne? Nažalost je.
Tako da en del je definitivno družben, en del je pa tudi na nas, da se to zavedamo. Jaz drugače, danes je tudi Špar sponzor in jaz sodelujem v enem fulušnem projektu, več vem, bolje jem, ko v bistvu prav na tem delamo, da se označuje tisto hrano, ko je boljša izbira, ne? Da ko prideš, lahko vidiš v trgovini hrano, ki je bolj polna vlaknin, ni ultraprocesirana, nima raznih konzervansov, ki jih ne potrebuje in tako naprej. Tako da mogoče so to taki minimalni koraki proti temu, da se kot družba usmerjamo k bolj uravnoteženi prehrani, da bo izbira lažja za vse. Pa bi morala mogoče država tudi kaj narediti na tem področju? Bilo bi super, ker mi smo v bistvu pa na koncu odvisniki, ki živimo v družbi, ki nas hoče zasvojiti velikrat. Nažalost pač tako je, a ne? Mi tudi smo rezultat svoje biologije in seveda, če nam paše neka hrana, je to tudi biološko pogojeno, velikrat nimamo toliko močnega vpliva, če se ne postavimo in se res potrudimo upred temu, tako da je del na družbi, sigurno. Družba bi lahko največ naredila, mislim, država. Zdaj pa mogoče eno bolj osebno vprašanje. Kdaj ste nazadnje pojedla nekaj, kar bi svojemu pacientu oziroma svoji stranki odsvetovali? In kaj je to bilo? Leon. Jaz bi rekel, da je to zelo individualno specifično vprašanje, ne? Ker določeni ljudje imajo določene restrikcije, ki so posledica pač zmanjšane sposobnosti tolerance do hrane, zato je težko odgovoriti na tole. Drugače pa je moj odgovor nikoli. Pa ne zaradi tega, ker si jaz ne bi česa privoščil, ampak zaradi tega, ker načeloma sem proti temu, da se hrana prepoveduje in raje kot prepovedovanje, ne, skušam svoje kliente ali pa paciente potem spodbujati, česa največ jejo. Ema, kaj pa vi? Točno to, kar je Leon rekel. Meni se zdi, da ni hrane, ki bi jaz rekla, ne smeš tega jesti. Samo da vemo, da živimo z zavedanjem, da večino časa jemo zdravo, a ne, da se spodbuja neka uravnotežena prehrana ves čas, ampak z zavedanjem, da mi jemo uravnoteženo in se gibamo in skrbimo za zdravje, zato da lahko življenje živimo v polnosti. In če nam pač včasih zapaše neka stvar, ki mogoče jo mi ne bi opredelili kot zdaj najbolj uravnoteženo in hranilno, nič hudega. Samo da to ni večina naše prehrane. Je torej lahko kos pice v dobri družbi bolj zdrav, kot pa, ne vem, najbolj zdrava solata, ki jo pojemo na hitro, v stresu, pred računalnikom? Ja, lahko. Se strinjate? Absolutno. Zato, ker meni se zdi, da premalo govorimo tudi o socialnem vidiku zdravja, in ki je v bistvu enako pomemben kot prehrana. To, da se mi ne počutimo osamljeno, to, da imamo mi močno socialno vez, to je toliko pomembno za naše zdravje in proti stresu in nasploh imamo toliko ogromno raziskav in se mi zdi, da se premalo o tem govori. Tako da tudi pica je lahko zdrava, če je doma narejena, sam še to bi povedala, da ni tista predelana, ultraprocesirana, ampak ja, ful pomemben aspekt. Skratka, zelo je pomembno, da jemo hrano v dobri družbi in dobre volje tudi, ne? Ja. In ko ste že omeli procesirano hrano, veliko opozoril slišimo, naj se izogibamo, da je slaba, ampak a so predelana živila res vedno slaba, ali lahko iz njih potegnemo tudi kaj koristnega, Leon? Absolutno lahko koristijo v dodanih oziroma v določeni situaciji, imajo veliko dodano vrednost, namreč so bolj stabilna, bolj varna za uporabo, tudi bolj praktična. Ampak recimo, da bi lažje razumeli vse skupaj, dajmo malo pogledati, kaj sploh pomeni predelana hrana, ne? Znanstveno najbolj uveljavljen sistem klasifikacije hrane glede na stopnjo predelave, tako imenovani sistem NOVA, ki živila klasificira na 4 kategorije. Prva so minimalno predelana hrana, to je hrana, ki jo lahko naberemo, utrgamo, izluščimo, ulovimo recimo, ne? Potem pa se pravi od sadja, zelenjave, žitaric, nepredelanih in taknih, stročnic, mesa, rib, jajc, mlečnih izdelkov, ne. Druga kategorija so kulinarične sestavine, kot so sol, sladkor, olje, maslo, ne. Tretja kategorija so recimo kombinacija prve in druge kategorije in to so lahko siri ali pa kruh ali pa potem neka konzervirane ribe ali pa kaj podobnega. Šele potem četrta kategorija živil, ki vsebuje v bistvu običajno kombinacijo maščob, prečiščenih, sladkorjev, dodatkov, emulgatorjev, konzervansov, a ne? Ta kategorija živil pa lahko potencialno problematična
Predvsem zaradi tega, ker nam apetit spodbuja in je energijsko kalorično gosto. Ampak če znamo v bistvu tudi to si odmeriti, je potem lahko tudi procesirana hrana čist fajn vir, se pravi, določenih hranil, pa predvsem energije. Je pa seveda treba vedeti, da recimo beljakovinski praški tudi spadajo v ultraprocesirano hrano. Imamo ogromno raziskav, kjer so v bistvu koristni za ljudi, ki imajo bodisi kronično odpoved prebavil, bodisi ne morejo toliko trde hrane pojesti in tako dalje. Podobno tudi športni napitki ali pa tudi pica, nazadnje, enemu kolesarju, jaz delam z ogromno športniki, vrhunskimi in porabijo 6, 7, 8 tisoč kalorij na dan. Težko bo iz solate dobil to, kar rabijo, in mu to lahko koristi bolj, kot če bo jedel solato. Tako da je zelo treba biti previden, kako to komunicirati. Je pa seveda dejstvo, da nekdo, ki pa večinoma časa preživi pred računalnikom, za njega pa mogoče solata, pa ne vem, voda, boljša izbira, ali pa recimo jogurt, skuta, kot pa beljakovinski prašek, pa pica, na primer. Kako naj torej vemo, kaj je tisto, kar je najboljše za nas? Je nujno, da se posvetujemo s kakšnim prehranskim svetovalcem ali lahko sami to kako ugotovimo? Imate kakšen pameten nasvet? Ja, zelo pameten nasvet je lahko ogledalo ali pa potem meritev telesne sestave, ki je malo bolj napredna metodologija, pa potem seveda rutinski testi, krvni, mogoče tole, ker kaj sploh je zdrava prehrana? Imamo definicijo, jaz imam svojo definicijo delovno. Verjetno je za vsakega nekaj drugega. Ja, v mojih očeh je zdrava prehrana v bistvu prehrana, ki more 4 kriterije izpolnjevati. Prvo je prehrana, ki nam omogoča zdravo telesno sestavo. To pomeni, da imamo dovolj mišične mase, ne preveč in ne premalo maščobne mase in zdrave kosti. Potem je to prehrana, ki nam omogoča v bistvu preskrbljeno z vsemi mikrohranili oziroma esencialnimi hranili. Potem je to prehrana, tretji kriterij, ki je vzdržna na dolgi rok. In pa potem prehrana, ki je praktična in pa potem v skladu z našim časovnim pa finančnim vložkom. Vse te kriterije mora izpolnjevati in to je lahko za nekoga prehrana, ki recimo čez vidika makrohranila, ki ima 15% beljakovin, pa 50% maščob, pa preostanek ogljikovih hidratov, lahko ima pa 70% ogljikovih hidratov, pa 20% beljakovin. Tako da, ja, je treba najti vzorec prehrane, ki je vzdržen dolgoročno, temelji večinoma na nepredelanih živilih ali pa minimalno predelanih, ki seveda sestavljajo obroke, ki se jih v bistvu lahko veselimo, pa jih z užitkom pojemo, ker to bo potem narekovalo dolgoročne izide zdravstvene. Skratka, moramo upoštevati tudi svoje preference, kaj nam je fino in česa ne maramo. Ema je prej že omenila ta užitek, pojesti včasih, kdaj tudi, če ne spada najbolj v naš koncept zdrave prehrane. Obstaja neko pravilo 80-20, da torej v 80% časa jemo čim bolj uravnoteženo prehrano, v tistih 20 si pa damo duška, pojemo nekaj za dušo, nekaj, kar nam je res dobro. Se vam zdi takšno pravilo smiselno? Je to nekaj, kar lahko na dolgi rok vzdržujemo? Meni je zelo všeč koncept tega 80-20, pa ne matematično gledano, glih 80% pa glih 20%, ampak bolj, da živimo z zavedanjem, da si moramo dovoliti živeti, to, ko smo govorili, da se trudimo večino časa živeti zdravo, ampak da se ne omejujemo, ker dieta lahko velikokrat postane en tak ogromen stres za človeka in marsikdo pol zapade v to, da se ukvarja cel dan s tem, a jem zdravo, a ne jem zdravo, ojoj, v rekašku sem bil in potem se cel dan sekira in to na koncu je tak stres za naše telo, da si naredimo lahko več škode kot koristi. Zato mi je ta miselnost, 80-20, čeprav ne točno s temi številkami, ampak idejno ful pomembna, ker si moramo pustiti tako živeti. Leon, se strinjate? Se absolutno strinjam. Bi še kaj dodali? Niti ne, mogoče samo ta vidik, 80-20. Ljudje jemo v povprečju recimo 3 obroke na dan, teden ima 7 dni. To je 20-21 obrokov. To pomeni, da če pojemo 80% od 20-16-17 obrokov zdravih, imamo zmeraj možnost 3-4 obroke pojesti za dušo recimo, in v celotni sliki ne bo velike razlike naredilo v mozaiku zdravja. In pa mogoče še to,
eno samo živilo še nič ne pove o naši dieti oziroma naši prehrani, ne? Tako da mogoče celotno sliko boljše pogledati, ne pa se ne preveč omejevati. Če bi morali izpostaviti eno zelo preprosto navado, ki pa ima zelo velik učinek na zdravje, Leon, katera bi bila to? Prehranska. Ja, mi živimo v svetu, kjer je prehrana razrečena z beljakovinami in z vlakninami. Tako da, če izberemo hrano, ki ima puste vire beljakovin pa vlaknin in to prioritiziramo na krožniku, najprej razmislimo, kako bo naš obrok v bistvu izgledal, da bomo zadostili potrebe po vlakninah in beljakovinah, potem smo na dobri poti. In seveda to po definiciji narekuje, da moramo prioritizirati živila, ki so minimalno predelana ali pa nepredelana. Pa še eno praktično vprašanje. Če se jaz danes odločim, da bom začela jesti bolj zdravo, katere 3 stvari bi mi priporočili? Pa ne mislim, kaj naj jem, ampak kaj naj naredim, da bom prišla do te točke? Okay. Za mene vprašanje. Ja, en del sem že odgovora povedal. Nekako si krožnik to oblikovati, da poskrbim za dovolj beljakovin in vlaknin. Druga stvar je ta, da v bistvu si oblikujemo vzorec prehrane, da imamo uravnotežene obroke. Res ni treba izločati določene skupine živil po nepotrebnem. Se pravi, imamo ravnotežen vnos ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob, pretežno iz nepredelanih oziroma minimalno predelanih virov. Tretja zadeva je pa ta, mogoče si dovoliti malo fleksibilnosti, ne se rigidno držati nekih pravil, ki dolgoročno sploh ne igrajo pomembne vloge. In si mogoče dovoliti nekaj, kar imamo radi, ampak paše v celoten kontekst in pa seveda v enačbo energijske bilance. Tako da tole. Je pa verjetno zelo pomembno tudi, da imamo preverjene kakovostne informacije, da si sploh znamo oblikovati tak krožnik. No, na Vivi o tem veliko pišemo, vabljeni, da preberete naše članke, brezplačni so, samo registrirati se je treba. Najdete pa veliko koristnih in uporabnih informacij v njih. Zdaj, drugi steber poleg prehrane je zagotovo gibanje. Danes imamo ogromno pripomočkov, ki to gibanje spodbujajo. Številne fitness centre, imamo pametne ure, imamo merilnike, števce korakov, vse sorti. Včasih ljudje tega niso imeli, pa se mi zdi, da so vseeno veliko gibali. Včasih gibanje ni bil projekt, bil je običajen del življenja. Ema, kaj se je zgodilo, da je danes to projekt? Danes je pač tak življenjski slog. Mi gremo v službo in sedimo tam več ur, potem gremo domov z avtom, potem doma je veliko prostega časa, v bistvu tudi digitalnega na koncu. In če primerjam s preteklostjo, pa tudi to, kako smo evolucijsko narejeni, starih, dolg nazaj, ko se je človek razvil, je bil konstantno v gibanju. Ves čas si hodil, tekel, se premikal. In to je še vedno, naša biologija je še vedno taka, zahteva to. Zdaj, gibanje je postalo projekt zaradi tega, ker mi nimamo normalno čez dan gibanja, pa si potem vzamemo en kos v dnevu, ko se gibamo. Ampak ful dobra ideja je tudi to, da se mi sam spomnimo, da se lahko gibamo kadarkoli, da se lahko gibamo med tem, ko smo v službi in ostanemo vsako uro in se sprehodimo po nadstropju ali pa po stopnicah gor pa dol. Ali pa da namest dvigala zberemo stopnice. Ali pa da greš s kolesom v službo, če imaš možnost in take stvari. In s tem se lahko ogromen gibanja naredi po nesreč. Pa dokazano, taki majhni bloki gibanja po par minut naredijo tako ogromno razliko. Tudi v letih življenja dokazano naredijo veliko razliko. Tako da ni treba, da zdaj ti samo gibanje rezerviraš za tisto, uro v fitnessu, uro na košarki, ampak to uro v fitnessu dodaš gibanju čez dan. Uro na tenisu dodaš gibanju čez dan, da je v bistvu to način življenja, ki ga mi po nesreči naredimo, ne da bi sploh dojeli. Potem pa lahko seveda delamo tudi vaje za moč posebej, ker tega to težko narediš drugače ali pa kakšno prosto častni šport s prijatelji, da ne pač malo uživamo. Leon, kaj bi še dodali? Še kakšen pameten nasvet za to, da postane gibanje del življenja, ne projekt? Ja, predvsem najti obliko vadbe, ki se veselimo in je v bistvu nekaj, kar lahko konsistentno izvajamo. To mogoče ena zadeva, druga pa, ravno kot je Ema omenila,
vse je boljše kot noč. Ne rabi biti popolno, ne rabimo 5krat na teden v fitness iti. To se dostikrat dogaja v začetku leta, ko si ljudje dajo novoletne zaobljube in potem so prvi mesec v fitnessu 5 do 6krat, čez 6 tednov pa jih več ni, kar ta letno propade. Ampak nekaj, kar pač lahko vkomponiramo v svoj delovnik. In pa potem take kratke intervale gibanja, ki jih lahko izvajamo v bistvu kjerkoli, kadarkoli. In to je že, gremo na mesto z dvigalom po stopnicah, recimo, če gremo na kosilo nekam v službi, lahko se sprehodimo do restauracije ali pa gremo potem na kavo, pa se sprehodimo, pa gremo nazaj. Damo si mogoče neko pravilo, da vsaki 2 uri dela, se vstanemo, malo razmigamo, malo sprehodimo in potem se te zadeve nabirajo in imajo dolgoročno zelo dobre učinke na zdravje. Kaj pa gospodinjska opravila? Koliko pomaga to, da se samo hišo, brišemo prah? Ali to sploh kaj prispeva? Ali lahko štejem to v tisto mojo kvoto gibanja ali ne? Najprej ena anekdota. Danes imamo ure pametno ali pa naprave, ki nam merijo število korakov. In če posodo brišemo, potem kar se hitro število korakov nabere, čeprav se ne sprehajamo. Tako da tukaj moramo biti pozorni. Ampak zdaj, vse je boljše kot noč. Je pa dejstvo, da gibanje pomeni v bistvu neko homeostatsko motnjo v organizmu, ki se potem prilagodi na celičnem pa molekularnem nivoju, tako da je močnejše, robustnejše, vzdržljivejše, hitrejše. In presnovni in mehanski držljaj je malo premajhen, da bi bilo to dovolj. Je pa boljše kot noč, vsaka malenkost šteje, ampak ni pa dovolj. In če moramo izbrati, 30 minut aktivnosti v nekem fitnessu ali uro pa pol sprehoda po gozdu, po naravi, kaj je v bistvu na dolgi rok bolj koristno zdravju? Idealno oboje. Ampak običajno ni časa za oboje, ne? Druga stvar je ta, tisto, česar ne delamo dovolj. Zdaj pa ljudje, v bistvu, pač večina ljudi vseeno nekaj korakov naredi pa hodi. Svojih mišic pa ne uporablja dovolj pogosto ali pa z dovolj visoko intenzivnostjo, da bi jih telo ohranjalo in potem jih počasi začne izgubljati. Starejši kot smo, več jih izgublja, ker je hormonsko okolje se spremeni in na nje manj naklonjeno. In mogoče, če bi tukaj mogel nekaj izbrati, bi raje dvigovanje uteži, ki pa ne rabi biti v fitnessu, lahko so vaje za lastno težo doma. Lahko so vaje v gozdu, naprimer, dvigujemo čoke, hlode. Tudi, ja. Na družbenih omrežjih se zdi, da vsi vstajajo ob 5 zjutraj, potem malo pomeditirajo, grejo teč, dvignejo par uteži, si zmešajo tiste zelene zmešančke, smutije. Kako izgleda vajino povprečno jutro, Ema? Jaz dovolj spim. Jaz spim do 8 zjutraj sigurno. Tako da si prvoščim, ali pa dobro do 7, odvisno, kdaj sem šla spat. Jaz si prvoščim 9 ur spanja, potem pa spijem veliko vode, to je prva stvar, kaj naredim, to mi je najpomembnejše zjutraj. Zakaj pa? Zato, da spodbudim, najprej, da se malo hidriram, ker po noč se dehidriraš konkretno, ti po noč zgubiš tam do pol litra vode, poleti še več, sam s tem, da dihaš, da si, pa tudi malo polulamo zjutraj in pa tudi spodbudi to prebavo. To v bistvu sproši tudi naš refleks, da gremo na WC, kakat recimo, ne rabiš kavice, zato lahko te že hidracija zjutraj na to sprav, ker povzroča ta gastrokolični refleks v črevesju. In potem čez nekaj časa imam zajtrk, ponovadi jaz jem za zajtrk jajca, pa kakšno skuto, pa vedno kakšno zelenjavo zraven si dam. Nimam sicer kruha doma, ampak so kakšni krekerji ponovadi zraven na krožniku ali pa oseni kosmiči. To tudi rada jem. In to je to. Pa enkrat čez dan, jaz jutri recimo se ne gibam ponovadi, včasih grem na sprehod, ampak to je to. Čez dan pa pol inkorporiram ali neke vaje za moč, gremo fitness, ali jogo, ali sprehodi, polno nekih stvari. Leon, vi ste na zelenih smutih, mešančkih? Ne, sploh ne. Jaz se skušam zbujati med 6 in 7 uro, idealno. Zajtrk je malo kasneje, oziroma prvi obrok v dnevu, enostavno nisem lačen zjutraj. Sigurno se kofeiniziram, ampak ne zmeraj, imam včasih kakšno abstinenco, kreatin vzamem zjutraj. Skušam, eno pravilo imam in sicer to je, da skušam vsak dan
nekaj prebrati, kar je vredno v tem zapisati, ali pa nekaj napisati, kar je vredno prebrati. A ne? Tako skušam to najprej v dnevu narediti. Potem pa odvisno, če je le možno, imam trening zjutraj, ker mi enostavno paše najbolj. In to je del moje osebne higiene, vsak dan 1 uro. Potem pa imam zajtrk ali pa prvi obrok v dnevu, ki je običajno sestavljen iz grški jogurt z dodatkom beljakovin običajno, zato ker je post po noči, a ne? In potem prvi obrok, če ga kasneje ješ, mora biti bogat z beljakovinami, ker vpliva v bistvu na vse, a ne? Prvič prepreči katabolizem, drugič na tvorbo živčnih prenašalcev vpliva. Kakšne borovnice, temna čokolada, to je moj zajtrk, recimo po zimi, pa bolj ovseni kosmiči, ker mi nekaj toplega paše. Pa delam čez dan. Če je le možno, še grem na en trening, popoldne, vmes pa skušam čim bolj produktiven biti, to pa to. Ampak to vam vzame kar, mislim, vsaj meni se tako sliši, kar dosti časa. Niti ne. Kaj to pomeni? Niti ne. Ura, 2, 3? Ne. Koliko časa traja vaš trening zjutraj? 1 uro. Kdo vam pripravi zajtrk? Sam. Koliko časa vam to vzame? 3 minute. Vzamem jogurt iz hladilnika, dodam kreatin, beljakovine v prahu, z vilico zmešam, ven dam zmrznjene borovnice, jih noter umešam, koliko je čokolade odtrgam, pa kavo spijem, pa zraven razmišljam. Tisto pametno misel, pa že pišete. Skušam. Skratka, sliši se ogromno, ampak očitno se da v kratkem času vse to narediti. Če si učinkovit, ne? In lahko delaš 3 stvari hkrati, malo v multipraksi. Ja, definitivno sem to navado, ko sem najprej pogledal maile ali pa socialne omrežja, sem opustil in mi je produktivnost precej zvišalo. Ne vem, se boš strinjala s tem, ne vem, kako imaš ti prakso, ampak se mi zdi, da je kar to ena velika pasta, ne? Jaz se ful strinjam, jaz drugače večinoma, čeprav sem ustvarjalka na družabnih omrežjih, tako to je trenutno kar ena od večjih stvari, ki jih delam. Jaz pa nimam Instagrama na svojem telefonu ali pa TikToka ali pa česarkoli. Imam služben telefon, ki ima gor vse te stvari, ker drugače, če jaz odprem Instagram na svojem telefonu, jaz pozabim, da sem šla karkoli delati za službo. In potem pol ure kasneje me lahko najdeš gor. Pa ko grem s službenim telefonom, se malo bolj zavedam, da zdaj sem v službi, je malo bolj uravnovešeno vse skupaj. Predtem sem pa jaz lahko kar velik časa izgubila, definitivno s tem, te kar poje. Leona, mora biti gibanje intenzivno, da koristi zdravju. Je v bistvu tako precej intenzivna vadba po 8-9-urnem sedenju koristna za naše telo ali si lahko naredimo kakšno škodo? Odvisno, koliko smo navajeni. Če nismo osnovo osvojili, potem si lahko povečamo tveganje za preobremenitev ali pa poškodbo. Definitivno je pa lahko kratkotrajna visokointenzivna vadba deloma kompenzacija za sedeči življenjski slog, ni pa popolno ali pa idealno nadomestilo. Idealno bi bilo, da smo večinoma časa aktivni, kjer izvajamo večinoma časa nizkointenzivno obliko vadbe, kot je hoja ali pa delo na vrtu, ali pa pomivanje posode, ali pa brisanje šip. Ampak za piko na i pa občasno tudi malo intenziteto dvigniti. Pa malo oteži, ne? Tako. Smo že rekli. V zadnjem času so zelo postala priljubljena tudi zdravila, katerih stranski učinek je znižanje telesne mase. Ema, to najbrž ni primerna pot za vse, kaj ne? Lahko to malo pojasnite, prosim. Meni ogromno ljudi piše, da imajo veliko prijateljic, ki so šle na Ozempik in podobne zdravila, ki imajo GLP-1 agoniste, to so zdravila, ki pomagajo, da izgubimo telesno maso in so brez težave tako izgubili telesno maso, medtem ko one se pa trudijo na polno, pa nikakor ne gre in so v bistvu obupane. In si res moram predstavljati, koliko mora biti to grozno, da ti vlagaš nek trud, potem pa vidiš, da nekdo pa zelo na hiter doseže to, kar se ti trudiš. In tukaj je par stvari, ki bi jih rada poudarila. Jaz sem iz medicinskih vod in sem ful vesela, da imamo to zdravilo. Za takrat, ki ga je treba imeti. Za takrat, ko je res ekstremna debelost z dodatnimi metabolnimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen 2, kakšen res hud PCOS, policistični sindrom jajčnikov in tako naprej. Ni pa to primerno za vsakega posameznika, ker ima več pasti. Ena past je to, da je dokazano, da enkrat, ko greš ti gor, kakršenkoli GLP-1 agonist, če nehaš to jemati, pridobiš nazaj vso telesno težo, ki si jo prej imel, pa še več.
v 18 mesecih potem so ljudje bili bolj prekomerno težki kot prej. Ugotovili so tudi, da napram temu, da zgubiš telesno težo z navadami, če zgubiš s tem, potem ko nehaš imeti, v bistvu pridobivaš po 0,3 kg več na mesec. Se pravi, veliko hitreje dobiš telesno maso nazaj. Pa je pa še ena stvar, ki bi tukaj rekla, kaj je pa še bolj zaskrbljujoča kot to, je pa, da velikrat ljudje, ki grejo na ta zdravila, zgubijo mišično maso tudi. 45% teže, ki jo ljudje zgubijo, ni od maščobe, ampak je od mišic. Mišice so pa ful dobre za nas metabolno ščitijo, pomagajo našemu imunskemu sistemu, delujejo proti inzulinski rezistenci, se pravi tudi proti diabetesu, proti temu, da v bistvu se redimo in tako naprej. In nočeš zgubljati mišic, tako da velikrat je to lahko en stranski efekt. In zanimivo se mi je zdaj celo to, da so ugotovili, da če ne zgubljaš mišic, tisti, ki jih malo manj zgubijo, pa zgubljajo na mišični moči. Se pravi, se lahko do 20% pozna razlika v tem, koliko si ti močen, ko si na teh GLP-1 agonistih, kar recimo ne bi jaz pričakovala tako iz tega, kar slišiš v javnosti, a ne, glede teh zdravil. Tako da ni za to magična rešitev. Definitivno delujejo. Ljudje zgubijo po 10% telesne mase, ampak ne more biti zdravilo nadomestilo za neko zdravo navado. Najprej je treba sestaviti res dober kompleksen plan. Včasih je težko, ne, ker mi se trudimo, mi delamo, samo mogoče delamo tudi kakšne stvari malo narobe. Recimo jaz bi rada izpostavila tudi ženske v srednjih letih, ko pridejo v perimenopauzo, menopauzo in potem se začnejo hormoni menjati. In mi nismo naučeni, da razumemo, kaj se takrat dogaja z našimi hormoni. To pa ful vpliva na naš metabolizem in to res konkretno vpliva na to, kako presnavljamo hrano. Metabolizem v bistvu pomeni, kako ti iz hrane dobiš energijo, kar rečem to besedo. In v bistvu v teh časih hormoni delujejo tako, da smo ženske bomo hitreje spravili stvari v maščobo, bomo na drugačen način prebavili hrano, ki jo pojemo in če ne vemo, kaj takrat narediti, kako se tega lotiti, se hitro to pozna na kilah. In seveda, ker nismo izobraženi, pa če lahko se znajdeš v taki neprijetni situaciji, ker ne veš, kaj narediti in lažje pol posežeš po zdravilu, ni pa to rešitev, definitivno ne za take primere. Ni rešitev in ni bližnica. Ni bližnica. V bistvu je daljšnica, ker potem greš dol, pa dobiš še več kil, pa potem si še na slabšem kot prej, pa še mišice si izgubil vmes, razen če si pripravljen biti do konca življenja gor. Leon, a drži, da je boljše, da imaš neki kil preveč, ne govoriva zdaj o 20, 30, ampak tam 5, 6, pa redno gibaš, redno skrbiš za svoje zdravje, se redno prehranjuješ, kot da si preveč v stresu zaradi tega. Do neke mere, ja, odvisno je, kaj teh preveč kil predstavlja. Odvečno telesno maščobo ali več mišične mase pa bolj močne kosti, a ne? Kaj pa oboje, če oboje? Zelo individualno. Individualno odvisno, ker ima vsak posameznik tako imenovani osebni prag maščobe. To je delež maščobe, ki jo lahko skladiči na varen način pod kožo. Ko pa se ta delež preseže, pa potem višek maščobe oziroma mase postane zelo problematičen, kar se tiče tveganja za kronične bolezni. Eno je pa potem tudi seveda estetski vidik, ki je zelo pomemben tudi za zdravje. Tako da težko je odgovoriti na tole, ampak ljudje, ki so bolj aktivni, imajo običajno več mišične mase. Ljudje, ki so težji, tudi morajo prenašati na okolje večjo maso in imajo posledično več mišic in boljše kosti. In imajo boljši potencial, da bodo tisti višek izgubili, ker so tudi običajno niso podhranjeni in so manj zagrenjeni, recimo. Tako da bi se mogoče tukaj vseeno nagibal v smer tega, da mogoče tudi če je obojega preveč, mogoče boljše kot pa manj, pa biti zelo mizeren, pa se počutiti tako, pa živeti tako zagrenjeno. In se sam stresirati, ne, zaradi tega. Za konec še nekaj bolj osebnih vprašanj. Če bi danes začeli skrbeti za svoje zdravje, čisto od začetka, z vsem znanjem, ki ga imata, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo spremenila? Ema. Spanje. Spanje je res tako podlaga za vse. Pomagati, da imaš manj potrebe po hrani, manj si lačen, manj si pod stresom, ker pomaga nam uravnavati stres, bolj se lahko tudi gibamo, bolj lahko razmišljaš in tudi sprejemaš tako odločitve, kaj hočeš, ne pa da si sužen na koncu svojih želja in vsega. Tako da definitivno je to osnova. Skratka, če si lačen, pojdi spat. Leon? Jaz bi se kar pridružil Eminemu odgovoru. Je kar
doskrat pozabljamo, a ne, da zelo radi potenciramo in prehrano in gibanje, ampak je spanje prav tako, če ne celo bolj pomembno za zdravje pa za kvaliteto življenja kot samo gibanje in prehrana. Tako da bi se popolnoma strinjal s tem, pa bi imel enak odgovor. Ema, če bi morali nekomu napisati recept za zdrav življenjski slog, kaj bi napisali gor? Katere 3 stvari? Najprej bi dala spanje, ampak tudi tako, da se vprašaš, koliko ti dejansko rabiš. Mi ženske ponavadi rabimo majčkeno več. Pa da ugotoviš, kdaj deluješ optimalno, ker je lahko ogromna razlika, če spiš 8 ali pa 9 ur, kot ženska recimo, ali pa če spiš 7-8 ur, to kot je za moške dobro. To je prva stvar. Potem bi dodala gibanje. Vse vem, to so taki preprosti odgovori, vsi to v bistvu že vse vemo. Samo včasih malo pozabimo to delati. Mogoče bi pomagalo, če bi zdravnik napisal recept za to. Jaz- Se potem bolj držali. Po moje, kakšnim bi, definitivno. Vse zato je to dobro hoditi, recimo, kakšnim, k komu, ki ti svetovalcem za prehrano, svetovalcem za treninge, ker ti v bistvu pomagajo s tem, da ti sestavijo plan in ti pol v bistvu te tudi držijo, ne vem, kako se temu reče po slovensko, accountable. V bistvu v tem, da... Neko motivacijo, v bistvu Kot te neka motivacija, spremljajo. da ti veš, da nekomu odgovarjaš. Tako da iz tega vidika bi tudi zdravnik to lahko počel, samo imamo tak sistem, ko nimajo dosti časa, bi bilo pa super, se strinjam. In še tretja stvar, Ja, gibanje smo rekli in tretja stvar, bom rekla prehrana, ampak ne z vidika toliko, da paziš, kaj ješ, ok, to je bilo ful dobro, kar je Leon pripovedal, jaz se s tem strinjam totalno. Vlaknine, proteini pa ne ultraprocesirano jesti. Pač, če to narediš, si naredil 99% vsega, res. Vlaknine so, wow, proteini, nujno rabimo, premalo poudarka je na tem in vsi tega jemo premalo, načeloma. Jaz bi sam še dodala pri prehrani to, da se moramo zavedati, da smo mi tudi ljudje, ki imamo svoj cirkadiani ritem, se pravi, mi smo različni 24 ur. In naši hormoni se različno obnašajo, naš metabolizem se različno obnaša in je drugače, če jemo zjutraj ali pa pozno zvečer. Tako da tukaj bi še ta aspekt omenila, da mogoče se ne je prepozno zvečer, ne 3 ure pred spanjem, ker to tudi vpliva na kvaliteto spanca, da rajš imaš zjutraj velik obrok, večji, no, močnejši, ker to je to, kar bo spodbudilo potem nas čez dan in tako naprej. Da tudi to upoštevamo, ker ta cirkadiani ritem je en tak trik za zdravo življenje, res dober. Leon, veliko ljudi, ko se odloči enkrat za spremembe, za zdrav življenjski slog, želi spremeniti vse naenkrat. Verjetno to ni ravno najbolj pametno. Kaj je tisto, kar bi jim vi svetovali? Kaj naj naredijo najprej? Odvisno, kje začnemo. Zagotovo je za določene posameznike lahko to dobra odločitev, ampak večinoma časa pa prevelike spremembe naenkrat nas tako preobremenijo, da jih potem opustimo vse po vrsti, ne. Začeti pri majhnih spremembah, majhnih korakih, takih, ki so mogoče intuitivne in nam ne povzročajo preveč stresa. Kaj je tista ena konkretna sprememba, ki jo lahko naredimo danes, naprimer? Danes. In ima velik učinek potem na dolgi rok, seveda, če jo nadaljujemo, ne? Jaz vam bom nekako serviral raziskave, ki pravijo, da za vsako minuto gibanja se nam življenje za 5 minut podaljša. A ne? In seveda ima to nekje zgornjo mejo, ampak nikoli ni izgovor, da nimamo časa biti aktivni. A ne? Zato, ker lahko smo 1 uro na dan aktivni, lahko pa 24 ur počasi pač ugašamo ali pa a ne, se nam vse poslabša. In še zelo lepa misel, ampak še zadnje vprašanje za oba. Kako bi zdrav življenjski slog, brez bližnjic in brez ekstremov, torej vse to, kar smo danes govorili, strnili v en stavek? Ema. To je najtežje, a ne? V enem stavku povedati. Je, ampak jaz bi rekla, da zdrav življenjski slog je življenjski slog, ki ti omogoča srečno življenje. Življenje, ki je polno zadovoljstva. To je to. Hvala. Leon, lahko ima par vejc ta stavek? Jaz bi mislil, odlično, zelo lepo si povedala, zdaj, kaj pomeni sreča, to je zelo tako subjektivno, ampak vsak želi biti zdrav, noben noče slabo izgledati, vsak želi biti zmogljiv, ne. Jaz bi mogoče misel Aristotela dal, ki pravi, smo to, kar konstantno počnemo, odličnost potem takem ni neko dejanje, ampak je stvar navade, a ne. Se pravi, brez ekstremov, z majhnimi spremembami si oblikovati v bistvu način življenja, ki nam omogoča v bistvu robustno zdravje. No,
mislim, da je to zelo lepa misel za zaključek današnjega druženja. Iskrena hvala, gospa Ema, da ste bili z nami, hvala tudi vam, gospod Bedrač, da ste nam dali vse te koristne napotke in hvala tudi vam, ki ste nam prisluhnili. Vsem skupaj želim en krasen dan. Hvala. Hvala lepa.